Mercedesov inteligentni sistem vožnje sam uravnava varnostno razdaljo in sledi cestišču. Radar je pravkar zaznal spredaj vozeče vozilo, samodejno zmanjšal hitrost in ohranil varnostno razdaljo. Ja, Mercedes razreda S s svojim D-Stronic Plus avtopilotom in napredno umetno inteligenco, ki se seže s pogledom 250 metrov pred vozilom, pa takole v jutranji konici zna praktično voznika že peljati popolnoma sam. Zakonodaja sicer zahteva, kar avto tudi pove, da je potrebno držati volan, ampak gre za aktivne popravke znotraj smeri. Avto lepo sledi prometnemu toku, vzdržuje varnostno razdaljo in pa po potrebi tudi ustavi in znova spelje. Tule bo sedaj primer samodejne zaustavitve vozila. Mirno, kot bi to storil voznik, vklopljen tudi sistem start-stop. Zaznal je tudi že omejitev 100 km/h, ki velja za vožnjo skozi predor. Opozoril je, da moramo z rokami prijeti volan, čeprav vse skozi tudi aktivno popravlja smer. Samodejno prilagajanje svetlobnega snopa. Poglejte si, kako avtomobil z lučmi spremlja cesto in dogajanje na njej. Vse skozi je vklopljen dolgi snop, ki pa se prilagaja tako vozilom, ki prihajajo nasproti, ki jih vozilo dohiti, in pa cesti. Poglejte. Vsak žaromet ima več kot 80 aktivnih LED diod, ki jih so krmiljene na podlagi kamere. Vsekakor gre za vozilo, ki je med trenutno vodilnimi na trgu v prestižnem razredu, luksuznem razredu, ki omogočajo na eni strani maksimalno udobje med vožnjo, varnost in pa doživetje. Ne samo, da je pot torej od točke A do točke B tisto, kar moramo preživeti, ampak obenem lahko tudi uživamo. Pravzaprav so verjetno najpomembnejša čustva, ki jih obenem doživljamo, občutki, ki jih dobivamo, pa zagotovo ti sistemi nekaj, kar nam pri doživljanju lahko samo pomagajo ali pa te občutke vzpodbudijo še bolj intenzivno. Na nek način so to vozne lastnosti, na drugi strani so to pomagala pri varnostnih oziroma sistemi za varnost in konec koncev pripomočki za maksimalno udobje. Ampule s parfumom se da seveda menjati, izbrati različne vonjave. Takole se giblje zaloga navora pri Mercedesu razreda S, ki ga žene šestvaljnik, dizelski šestvaljnik. Vse tja do 700 Nm. Potisk pa se še kako čuti.